V bistvu naslednja enota je bila ta moje telo v prostoru. Tukaj smo v bistvu pripravili v glavnem gibalne vaje, oziroma smo si predstavljali to kot eno učno uro oziroma blok uro športne vzgoje. In sicer, kjer bi najprej je pač vedno ista debata, pač mi, ko smo bili na fakulteti, nismo opravili izpita, če smo rekli otrokom, postavite se v vrsto in misleč na kolono. Ja, to mislim, da je en tak izraz tudi med učitelji, ki ga večkrat ne uporabljamo, ne, vedno pač, dobro, gremo vrsto, ne, in v bistvu pravilno, če gledamo iz športnega vidika, bi bilo gremo v kolono, ne. Tako da v bistvu te igre, ki smo jih za začetek izbrali, so bile prav pač namenjene temu, da usvajamo te pojme vrsta in kolona. Torej igra je bila, da se učenci ob glasbi prosto premikajo po prostoru in potem, ko se glasba ustavi, učitelj pokaže karton, ne, ali vrsta ali kolona in da potem malo otežimo, torej ne vem, postavi se v vrsto po 5 in se morajo torej potem postaviti pač 5, eden zraven drugega v vrsto. Postavi se v kolono po 3, se postavi v kolono. Mi imamo dobro. To je pač spet ena igra, kjer smo želeli pač to, ne, uporabljati te pojme pred, za, nad, pod. In v bistvu igra je zelo enostavna, se otroke razdeli v dve skupini. Eni se pač postavijo nekam po prostoru, imajo razkoračene noge in so pač tam mirni, drugi pa tekajo po telovadnici z enim klobučkom, z eno žogico, z enim katerimkoli majhnim rekvizitom in potem pač ko se glasba ustavi ali pač na učiteljev znak, učitelj pove, ne, postavi klobuček na sošolca in postavijo na najbližjega sošolca klobuček, ne, in potem si zamenjata vlogi, torej tisti, ki je prej stal, teče naprej, ta drugi se pač ustavi in v bistvu tako, da se preko igre, to mislim, da je tudi lahko podeška še besede, se preko igre utrjuje te pojme. Ok, potem so bile priložene tudi nekatere gimnastične vaje, ne, se pač lahko jih poslužujete pri tej učni uri. In naslednja dejavnost je ta igra, radi imamo sadje. Tukaj pokažemo učencem razne slike, mize, ne, jih imamo več v prilogi. V bistvu učenci si ogledajo to mizo in učence vprašamo, kje je hruška, recimo. In učenci bodo odgovorili, hruška je na mizi. Ali pa, kje je ananas? In učenci bodo odgovorili, ananas je pod mizo. V bistvu tukaj želimo učence naučiti uporabo izrazov nad mizo ali pod mizo, ne. In delo poteka tako, da se potem na eno stran telovadnice v en krog, ne, postavite sličice sadja in v drugi krog, recimo, da sadje je čakaj, saj imaš tu vse sličice, ne? Je za več skupin, dobro. Tukaj recimo, da je ena košara, en krog, ne, na eni strani. In recimo, zamislite si, tukaj je bil en krog prazen, ne, učenci so stali za tem krogom in potem učitelji smo pokazali, ne, pojdite v košaro in poiščite vse sadje, ki je nad mizo, ne. Samo vsak učenec ima nalogo, da vzame samo eno sadje, ne, in da prinese v svojo košaro, potem je šel drugi, je spet šel iskati, prinese v pot, ne, to je v bistvu ena štafetna igra. To smo potem tudi napisali v pripravi, ne, da tukaj je samo zgolj nekaj idej, potem lahko seveda učitelj nadgrajuje, ne. Ko smo se, recimo, mi smo si izbrali pač tako fotografijo in... Ja, sem v naših terapijah. Ja, potem smo preverjali, ne, kaj je bilo pravilno, kaj ni bilo pravilno, kaj tisti, ki je potem prinesel vse pravilno košaro, je dobil
je dobil tisto točko, ne. Potem so se veselili tisti, ki so zmagali, oziroma je zmagal tudi tisti, ki je prinesel hitreje notri in ki je prinesel prvi, ne. V bistvu to smo potem v štafetne igre lahko pač morajo narediti en preval, teč čez ovire, okoli stožcev, potem to je itak si vsak učitelj zmislil po svoje, ne. V bistvu lažja verzija je bila ta, da smo pač otrokom držali tako stalno, da so stalno lahko videli, ne. Potem težje je bila pač, da smo rekli, dobro, zdaj spomnite se, kaj je nad mizo, kaj je pod mizo in potem smo pač sodelali po spominu in smo rekli, dobro, sedaj prinesi vse, kar je bilo pod mizo in potem je bilo očitno tudi to sodelovanje med njimi, ne, kaj je bilo pod mizo, kaj je bilo, ananas je bil nad mizo, ne, tako da potem itak so se zelo motivirali, ne, za to. In v bistvu potem nadgradnja tega je bila pa za drugi razred po istem principu, samo tukaj smo imeli pred škatlo ali za škatlo in tukaj so pa morali oni v bistvu sestavljati povedi. Torej, ne vem, vprašanje je bilo spet isto, ne, najprej poglej si, katere živali so pred škatlo, katere so za škatlo in potem, ko smo to umaknili, potem smo rekli, dobro, prinesi tisto, kar je pred škatlo in potem so oni morali v tistem obroču, ki je bilo tam pač vse te možnosti in so morali oni sestaviti, ne, recimo, ne vem, konj je za škatlo in so morali pač sestaviti celo poved, ne, konj je za škatlo. V bistvu ta način, jaz si tako zelo dosti pač delam tudi na tem, na gibalnem področju, kar pomeni, da mi smo imeli recimo lani v 4. razredu za zgodovino, ker je bilo prej govora, smo imeli o Mezopotamiji, ne, v bistvu nekako eno preverjanje, sem jim dala tja nekaj sličic, ne, torej prinesi vse, kar je značilno za Sumerce. In potem, ker sem imela pač gibalno in tudi zgodovino v 4. razredu, in potem so tekali, v bistvu prinašali sličice, ki so značilne za Sumerce. Je bilo pa zelo veliko sličic, da jih ne. V bistvu, ene take gibalne igre, prej smo pač slišali, ne, da vse, kar naredijo s telesom, vse, kar narediš z glasbo, z igrami, je potem za otroke dosti lažje, da si zapomnijo, ne, tako da v bistvu so imeli precej poudarka na tem. In še zaključni del igre je ta lov v mreži, to je v bistvu je zelo zabavna igrica bila za učence, so se potem zelo zabavali in so se igrali tudi med odmori in v bistvu učenci so postavljeni v vrsto oziroma v kolone, tako da recimo, če so postavljeni recimo po, kot vidite, recimo v vrst, imamo tukaj 4 vrste po 4, ne? In ko rečemo vrsta, se morajo držati za roke, ko rečemo kolona, pa se morajo prijeti, to je recimo vedno eden učenec, se morajo prijeti zadaj, ne, na hrbet. In v bistvu, ko so postavljeni v vrste, se 2 učenca lovita, ne, tečeta med vsemi vrstami, samo lahko gresta samo okrog, ne, to je v bistvu zid, tukaj je, kot da bi bil zid, ne smejo iti skozi, ne. In naloga učitelja je, da govori vrsta kolona, vrsta kolona in tisti v mreži se potem dobijo tudi nekako v enem labirintu, ne.